Prav zares srčen pozdrav, drage vse gledalke in tudi dragi vsi moški gledalci tega ženskega simpozija, ustvarjen iz žensk in usmerjen v žensko bit, v žensko esenco, v žensko delovanje in energijo. Jaz sem, kako se počutim? Kar tako čutim eno posebno skrivnostnost ob moji gosti ta trenutek. En poseben tolmun, v katerega se bova vrgli. Evo me je glas že na to opozoril. Vrgli in tudi eno posebno, eno divjost, draga Suzana, ki jo čutimo v tebi, en ta žmoht, ki ga ti izžarevaš. In jaz sem res neskončno vesela in radostna, da si z nami, da je z nami v našem cvetu in v naši sredini takšna čudovita gostja. Tako da za začetek mogoče samo par besed, da jo pozdravim, da jo predstavim. Suzana Grau je igralka, menstrualna vodnica, voditeljica ženskih krogov, ženskih delavnic in tudi ustanoviteljica Rdečih šotorov za ženske. Skratka, še kako dela in opazuje ženske in dela z ženskami. Tako da se srčno veselim vsega, v kar bomo zapljuli. Z vami pa sem kot vedno gostiteljica Sabrina Janežič, bioterapevtka in ustanoviteljica Centra Sozvočje. In Suzana, jaz ti maham in te objemam in te lepo pozdravljam. Ole! Ole! Pa greva zapluti z najino ladjo. Ma res. Točno. Točen tak se zdaj le počutim in čutim tako, sem tako. Sem na enih valovih in veš kaj, bi te v prvo vprašanje ali pa prvo razmišljanje povabila z enim citatom, in sicer iz Rumija. Za vsako sogovornico delim en citat iz te knjige Ogenj ljubezni in prisluhni, katerega sem izbrala zate, katerega sem začutila zate. Rumi pravi: ustvarjen sem iz ekstaze ljubezni. In ko umrem, se bo moje bistvo razširilo kot vonj zdrobljenih cvetnih listov vrtnice. Še enkrat. Še enkrat, a ne? Prosim. Ustvarjen sem iz ekstaze ljubezni. In ko umrem, se bo moje bistvo razširilo kot vonj zdrobljenih cvetnih listov vrtnice. Zdaj imam kurjo kožo, jaz sem začutila, da je to Suzana, da tako jaz tebe čutim. In veliko ženske, vsekakor jaz opazujem, iščemo to vrtnico, če lahko kot to prispodobo vzamem. To žmohtnost, evo, če ostanem pri tem izrazu, s katerim sem te tudi napovedala, to ekstazo, to polnost. In glede na to, da si rekla, da si tudi ravno v tem času zaključevala dve skupini žensk, če se prav spomnim, s katerim ste skupaj potovale, a lahko res prav tako izkušenjsko pogledava, kaj ti vidiš, da ženske tako iščemo, po kaj prihajamo, za čim spogledujemo, kaj je najbolj živo ta trenutek v nas. Kar si tudi lahko mogoče opazovala. Mogoče se mi poveže v bistvu s tem citatom, kar si ga zdaj z menoj podelila, da zasledujemo to, kar se nam v bistvu odstre po smrti. Da sebe zares uzremo. Toliko enih pajčolanov, idej, družbenih idej imamo na sebi, kakšna bi ženska morala biti. Idej, ki nam jih je predala primarna celica, družinske linije. In potem še vsakdanjik, ta, v katerega smo vpete.
od družbenih omrežij do interakcij, ki jih imamo z ljudmi. In se mi zdi, da v resnici zasledujemo uzret sebe. Uzret sebe zares in nehati verjeti, da nismo vrtnice, če vzamem to tvoje. Ne? Da spustimo ideje, ki nas tlačijo, da smo plevel. Ja, okopati se idej, kdo lahko sem kot ženska, kaj lahko teče skozi mene. To. Prav čutim eno polje možnosti, kamor verjetno si nikoli ne drznemo, ne upamo pogledati, kdo vse sem jaz lahko, kakšne obraze imam jaz, in kako potem to tudi izživeti, ne samo sanjariti o tem, premlevati v nekem notranjem svetu, v neki meditaciji recimo, ampak res to spustiti na plano. Mogoče je to ta divja ženska, ne vem, ki danes veliko se uporablja ta izraz, iti v divjost, postati divja ženska. Ne vem, a sploh vemo, kaj je to? A je to pot v divjo žensko? Kdo je ta divja ženska? Ne na to napeljem. Veš, kaj pred leti sem v bistvu zasledila Marion Woodman, jungovska mentorica teh ženskih znanj, če tako rečem. Če posplošim njeno polje delovanja. In je šla na nek simpozij, ki je bil v Ameriki, to je, ne vem, 20-30 let nazaj, ki je slavil sveto ženskost. In ko je stopila noter, je bilo polno zunanjih emblemov, ki nakazujejo, pač, da častimo ženskost, da častimo biti ženska. In ko so jo vprašali, kaj ona meni, da je, če rečem divja ženska, sveta ženska, je rekla, ne vem. Zaradi tega, jaz imam moje videnje, kjer sem trenutno, je, da dejansko je toliko in toliko stoletij tega, da ženska ni imela prostora biti, kdor ona je. Da odkrivamo šele, odstiramo pajčolan iz svojih oči, iz svoje psihe, iz svoje maternice, iz svojega srca, da vidimo, čakaj, kaj zares teče skozi mene. Ker jaz tako vidim, da ženske rojevamo ne samo bodoče generacije, ampak bodoči svet. In koliko zmoremo odstreti te ideje, kaj je divja ženska, kaj je sveta ženska, kaj je sploh ženska, da to potem pride skozi nas. Da potem to pride skozi nas. In mislim, da imamo različna obdobja, kaj zasledujemo, katero obraz ženske zasledujemo. Jaz si zdaj omenila divjo žensko, in ne vem, jaz spomnim, sem imela tudi eno obdobje, sem imela, ta divja ženska, to me kliče, to, fol, to, dajmo to, v objemu divje matere, divja hči, divja ta, divja una, vse sem imela divje. Je pač ta arhetip klicev v ospredje, da se osvobodi, ki imamo verige. Ki imamo verige, da je tako pač, opozorim slušateljice in slušatelje in tebe, da kar meni začne toliko teči, da znam kakšne F in P in tako naprej. Draga Suzana, veš kaj, tudi jaz. No, dobro, pa smo na dobrem terenu. Da jaz te pustim tem, ko ni nobene cenzure. Ja, just bodite pozorni, če imate male otroke okoli in poslušate z vami, da dajte raje slušalke gor.
Ja, te verige, to osvobajanje. In ta arhetip, ki nas kliče, trenutno je ta obraz, ki ga zasledujemo, ki je naš delček mozaika k našemu osebnemu osvobajanju. Tako pač pokliče, en pokliče, in reče, pridi, greva zdaj delati. Dragoceno si v bistvu nagovorila to, rečva kolektivno doto, družbeno doto, ki pritiska na te naše okove, nam daje te verige, verjetno najbolj. Kako ti vidiš to doto naših prednic oziroma našo zapuščino, s katere smo rojene in katero pravzaprav v tem času, v tem prostoru verjetno res zelo zdravimo, ne? Kaj je tisto, kar smo, iz česa smo? Kakšna je naša snov? A si slišala za tisto, ne vem, ali je pregovor, ali je iz kakšne knjige, ali kako je, ampak molitve tvojih babic te še vedno čuvajo. Nisem slišala. Ne vem, s kje je. Če se spomnim, ti bom potem pripisala. Bom ostala pri tem nekem kanju. Morda si brala knjigo Rdeči šotor od Anite Diamant. Seveda. Jaz sem zelo povezana s to knjigo in s tem. V tej knjigi, za tiste, ki niste brali, je zgodba o Dini. To je biblijska zgodba. In ko odpremo to sveto besedilo, je Dinina zgodba napisana v 2 vrsticah. Dina je bila hči tega in tega in njej se je zgodilo to in to. Tako se njena zgodba zaključi. In Anita Diamant je napisala pa roman, 300 ne vem koliko strani, o Dini. In to se mi zdi, da je v bistvu ženska zgodovina, zvedena na 2 vrstici, na 3 vrstice, na 5 vrstic. Smo pa poglavja, smo pa romani, smo pa sage. In jaz tako vidim ta del, da v bistvu vsaka od nas na nek način osvobaja stvari, če gledava naše prednice, vsaka linija prinese do nekje osvoboditev. Dotle zmorem. Dotle imam energijo, kapaciteto, tudi moč, dovolj energije, da lahko gledam v travme, da lahko gledam v zgodbe. Na eni strani je ta del, bolečinski del. Na drugi, kar se ga pa zelo pogosto pozabi, je pa, vej mi, kaj so darovi tvoje linije. Kaj so darovi tvoje linije? Kaj ti je predala tvoja materina linija? Kaj ti je predala tvoja očetova linija? Da si ta sok življenja, ki si. Kdo stoji za teboj? Kaj si dobila? In skozi travmo se razvijajo naši darovi. In skozi darove, očitne darove linije, se razvijajo naši darovi. In če se zahakljamo samo v to, kaj nismo dobili, kaj nam je predala naša linija, ne bomo odstrli, da smo tkanina molitev naših prednikov. Da je v bistvu dediščina, ki so nam jo predali, včasih
Včasih je res tako, da greš na kolena, pa tako, a lahko, prosim, mi pokažeš, what the fuck naj bi to bilo dobro zame, a ne? A mi lahko pokažeš, kaj je dobrega v tem zame. In te vodi ta molitev dlje časa, da prideš do tega, kaj pa če ni, kaj pa če je darilo v tem, kar sem dobila. Pa ne, ni videti še darilo. Kaj pa če je darilo? Kaj pa če je darilo v tem? Pa če je darilo v tem. Pa če je to, da je bilo tako z močno lučjo sijano na neko zgodbo v tvojem življenju, zaradi tega, da ne pozabiš, da moraš tja gledati. Da moraš tja gledati, da tako ne zdaj tja gledati, če imaš tle za delati, ne. Imaš občutek, kdaj, Suzana, da se ženske bojujemo potem proti tej zgodbi, namesto da bi jo sprejele in sploh zmogle pogledati na te zdravilne moči v njej? A se ves čas nekaj fajtamo? Ja, jaz mislim, da so faze. Mislim, da vsi začnemo s tem, mami, to mi nisi dala, taka si, oči, to mi nisi dal, tak si. Zaradi tebe moje življenje je grozno, trpim, nimam zdravih odnosov, nimam tega, nimam unga, nimam ne. Da pač to je faza, skozi katero nujno moramo iti, ker je to faza otroka, ki se še ni postavil, da pogleda, a ne, tako, kot jaz zdaj tebe gledam v oči, a ne, da gledam svoje starše, vidim te, to je tvoja človeška kapaciteta. Ne iz pozicije otroka, ki gleda starše in vidi v njih Boga, ki so vsemogočni in popolni, in v bistvu ta ideja, da so starši popolni in potem niso, ker so pač ljudje, a ne, se razruši ta ideja o tem, kaj bi oni morali narediti, če so bogovi, a ne, ampak niso, ljudje so. Ne, ljudje so. In je ta pot od tega, da niso bogovi, ljudje so, in da ozremo njihovo človeškost in potem sprejeti njihovo kapaciteto ljubezni, ki jo zmorejo dati, njihovo kapaciteto pozornosti, njihovo kapaciteto biti tukaj za nas, v taki obliki, kot si jo mi želimo. Ne, ker oni so tle za nas, velikokrat je tako, ti mene ne ljubiš na tak način, kot si jaz želim, da bi me. Ti mene daješ pozornosti na tak način, kot si jaz želim, da bi mi jo dal. Ta del je najtežji v resnici. Prideti do tega, da so ljudje. Da so ljudje. In ko sem bila v Avstraliji, sem izvedela za ta obred, ki ga izvajajo v času nekje Saturnovega povratka, prvega, ta med 28 in 30, kjer otroka, torej osebo staro 28 do 30, peljejo na iniciacijo, da postane odrasel človek. Ker do tega obdobja je otrok. Od 28-30, ko prejme to iniciacijo, zdaj si pa ti odgovoren član skupnosti, s svojimi darovi, s tem, kdor ti si. Zdaj ni več, kaj so starši, ne, ti si zdaj celica, ker ti si zrel, da postaneš starš. In da postaneš ta celica v skupnosti, da s svojimi darovi doprinašaš dobrote. Da pomagaš dvigovati, spreminjati, transformirati, negovati, zalivati skupnost. Ja. Je pa ta del, kar se teh ran, recimo, pa tega tiče, jaz tukaj vidim tako, da rana ni nekaj, kar enkrat oddelaš, pridi na delavnico, 5 dni, 3 mesece, leto dni, 2 leti, whatever, ne glede na to, kako so ti tečaji zastavljeni, da to oddelaš in si upereš roke in tako, zdaj pa imam ti, to sem carica. Ne, rana tam, ki nas boli, to bojo vrata,
Okay, jaz sem zdaj pač blizu 50, tako da do zdaj trdim, ne vem, kako bom pol v 50-ih to trdila, ampak do zdaj, do 50. trdim, da so to vrata, skozi katera vedno znova vstopamo, da se nam nekaj novega razkrije o tej ženski, ki sem prišla biti, o tem bitju, ki sem prišla biti. Kako dragoceno, fajn, da si to, kako lepo prispodobo si dala kot vrata. Sem si resnično predstavljala in popolnoma se strinjam s teboj. Dragoceno si stopila že na to pot, ki jo tudi jaz želim odstirati s tabo, pot iniciacije, pot posvetitve, ti o tem res tako globoko govoriš. Ker verjetno je to z namenom. Ne? Ni to kar tako ima si en zmislil, pa zdaj mi to pač neki kao sporoča. Ne? Ampak je z neko težo, je z nekim namenom, da žensko vodi k njeni celovitosti. Kako ti gledaš na te posvetitve? Kdaj se začne v obdobju ženskega zorenja ta pot, že z rojstvom, z menstruacijo? Na kaj smo pozabili, pa je dobro tja zdaj pogledati. In še kako zelo. Kar malo kave spila, pa tudi limonade. Tudi jaz sem ravno prijela tako. Ja. Ja, aha. V bistvu bi tako najprej šla iz tega, da glede na to, v katerem obdobju svojega življenja smo, poglejmo, kaj je iniciacija za nami. Torej, če sem v obdobju perimenopavze, pa hodim proti vratom menopavze, in če sem rodila, poglejmo najprej, kako sem rodila. To je zadnja iniciacija, skozi katero sem šla. Ta iniciacija me informira, kako stopam proti menopavzi. Če nisem rodila, poglejmo svoj velik projekt, ki smo ga rodile. Kakšen je bil ta porod te kreacije? To da informacijo, kako stopamo v naslednjo iniciacijo. Zdaj, kot družba, ali pa če grem tako še malo Orlovega pogleda, vse iniciacije, skozi katere hodimo v življenju, če se osrediščim zdaj na krvne misterije, torej porod, prva menstruacija, roditi, naslednjič, torej kako pridemo na svet, naša prva menstruacija, kako rodimo, menopavzna vrata. To so portali naše moči. Pregovor pravi, da staroselski, da ženska, mladenka, dekle, se s prvo menstruacijo sreča s svojo močjo. In potem vadi, 500-krat, 450-krat, to, kolikor imamo menstruacije, da bi ob menopavzi postala ta moč. Postala ta moč. Če se osrediščim zdaj v tem delu na prvo menstruacijo, oziroma ne, kar na začetek, porod. Kako smo prišle na svet? Kako smo prišle na svet? Kakšna je bila informacija? Iz maternice vesolja prihajam v to zemeljsko vesolje. Kakšna je bila informacija? Ta informacija me bo zaznamovala, kako
bom stopila potem v naslednjo iniciacijo in kako bom pa stopila v naslednjo. Pri menopavzi vedno gledamo za nazaj, kje nam je odtekala moč, ne, kje nismo imeli možnosti dobiti darov iniciacije. Darov iniciacije. Ker tukaj imamo pol to za pogledati za nazaj. Vsaka iniciacija je namenjena prav temu. Ej, ljuba moja, dej, poglej, kaj teče skozi tebe. Glej, kdo ti si, takim vidiš, kdo ti si. Tiste ženske, ki so bile blagoslovljene z dobrim porodom, pa ki so se imele priliko uzreti, a ne, ne, so se imele priliko uzreti, kjera sila teče skozi nas takrat. Kar pomeni, da enako kreiramo lahko svet s to silo, s to močjo. Ampak večina žensk, če se osrediščim zdaj na začetek ženske poti, ne človeške, torej na ta prehod iz deklice v mladenko, v bad, kako se reče, popek vrtnice, popek vrtnice. Popek, kakšno informacijo smo prejeli, ko smo začeli krvaveti, in tudi obdobje okoli tega, leto, dve, ko se naše telo iz dekliškega, ploskega, brez oblin se začne spreminjati v bitje, ki ima prsi, ki ima boke, ki ima rit, ki ima trebuh. Oblice začne ta zemljica naša. Prej bila ravna, zdaj pa postaja bohoten gozdiček. In že tukaj, kako nas okolica v tem obdobju vidi in začne sprejemati in doživljati. Ko otrok postaja mlado dekle. Kako mama doživlja to deklico, ki postaja mlada ženska. Kako oče doživlja to deklico, ki postaja mlada ženska. Kaj se v šoli dogaja. In potem še širša družba. Ker to je, mislim, dala tako metaforo lepo, postajamo bujni gozdiček. Ampak to pomeni tudi, da se zrodimo. Naše telo se spremeni. Sokovi tega bujnega gozdička, če sem bila prej puščavica, mala, nežna, z vsake toliko kakšen rožica rasla, začne zdaj amazonka se prebujati v nas. In to mlado bitje se mora biti prisotno s temi energijami. To je velik dela. In nas zna prestrašiti začetek naše poti. Začetek biti ženska. In potem spet, kolektivna zgodba, kakšen odnos do krvi obstaja v naši družini, do biti ženska. A je sram, a je krivda, a je to skrivanje. Kakšen odnos do krvi in do biti ženska dobimo v tem obdobju. A dobimo informacijo, evo, tle imaš vložek, skri, deli se ga nič ni, ne govoriti o tem, še vsaka jo je dobila. A nam da informacijo, kar smo, če pogledamo v začetek svoje ženske zgodbe, kakšno informacijo smo dobile, da kot ženske lahko smo, kako se moramo obnašati,
kakšne moramo biti, da bomo sprejete, ljubljene, videne, slišane. In tle se začne dogajati, a obdržimo svoj glas, ali ga izgubimo. Ker če je bodi tiho, še vsaka je, to je nekaj, kar se moraš sramovati. To pomeni, vsaka ženska ima nekih 450 do 500 menstruacij. Kar pomeni, da vadi 450-krat do 500-krat bodi tiho, deli se, da nič ni. Kaj to informira potem še preostale faze cikla? Kakšna ženska jaz lahko sem? Kako se naj obnašam, da bom sprejeta, videna, ljubljena? Kakšno telo lahko imam, da bom sprejeta, videna, ljubljena? Lahko so starši super, ampak v kakšni družbi živimo? Živimo v družbi, kjer si mlada dekleta pri 17, 18 želijo napumpati ne vem kaj vse na svojem mladem telesu in obrazu. Napumpati ali pa odrezati, pač ena ali pa druga opcija. Kako pa, Suzana, bi naj, če bi lahko zmogli takrat, pristopali k tej posvetitvi mladih deklet, če se tukaj res ob menstruaciji nekako vrže v sidro, oziroma, če še malo nadaljujem, če tega nismo doživele, a si lahko kljub temu, da smo stare 40, 30, 50, 60, ne vem koliko, vsem to nekje zdaj damo. Ali je to zamujen vlak? Ne, drugačen vlak je. Drugačen vlak je. Ampak to je to, kar smo se prej menili. Vsaka generacija naredi premik naprej. Vsaka generacija naredi premik naprej. Naše mame, do kam so prišle svojo žensko zgodbo? Do kam mi prihajamo? Jaz sem stara bila 35 let, ko sem prvič sedela v ženskem krogu. Zdaj pa k meni pridejo punce, ko so v zgodnjih 20 letih sedeli v krogu. In ta znanja dobivajo. To je fucking 15 let prakticiranja, zavedanja, kaj vse teče skozi mene. In za ženske kasneje, jaz sem imela parkrat ta obred, prav za ženske, torej odrasle ženske, za nas, posvetitev iz mladenke v žensko. Da pogledamo pač, eno je, kaj nismo dobile, pa da se to prepleše, da se to prepoje, da se to odžaluje. Drugo je pa, kaj smo mi nabrale v svojo košaro, da damo temu vrednost. Ker tudi, če ni očitna pot, zdaj moraš imeti to iniciacijo in markirati in ampak življenje nas inicira. Življenje stremi k temu, da smo zdravi. Če mi ne stopamo lih vmes, pa delamo, ne vem, barikat, življenje dela na temu, da nas zdravi, da nas utelesi, da smo, kdor imamo za biti. Kaj smo nabrale v svojo košaro, da damo temu tudi vrednost, tej svoji ženski zgodbi. In 3 pikice zaenkrat. Za mlada dekleta, ta del je, tako kot mame, potem gledamo svoje deklice, mi smo zdaj odkrile ženske kroge, odkrile smo, da smo ciklične, da imamo menstruacijo, da ženska je boginja, dogaja nam na polno. In to zna biti tako, kakor, ne vem, če si kdaj kaj prenehala početi, nehala kaditi, nehala jesti meso, nehala pistriti, to bi moral cel svet tako, ne razumem, zakaj ne. Malo pa tegnem nazaj.
bolj, kar mi utelešamo, to, kar bi želele predati svojim bodočim generacijam, bolj bojo one srkale direkt iz Mm. tega. Tako da prvo, kar bi jaz rekla, to, kar ti hočeš predati svoji hčeri, a utelešaš. In Mm. koliko utelešaš. Če govoriš, da je menstruacija svet, portal in tararara, hkrati pa takrat normalno delaš in se obnašaš, da nič ni, so to samo besede in puhlice. A ne? Pokaži mi, daj, da vidim dejanje. Ne? To me bo najbolj kot hči dal, mami, ali pa kot sinu, a ne? Dal vedeti, kako ženska sebe doživlja v tem obdobju. Kako potuje potem skozi mesec. To je en del, drugi del je pa, torej, da ne predajamo nekaj, kar same ne utelešamo, ker ne bomo čisto nič predale, razen tega, te svoje lakote, Mhm. pa še ni potešena, pa bi jo želeli izživeti skozi svojega otroka. Ne? In na drugi strani, recimo, da smo že nekako prišle, da smo na ti s svojim menstrualnim ciklom. Ne? Da poznamo že potovati z njim, da se igramo z njim, da raziskujemo. Kaj je teh 500 vat, 450 je vadba, a ne? To nam rata, to nam ne rata, to nam rata, to nam ne rata, to rata, to ne rata, a ne? Vadimo, rastemo, razvijamo se, vrtsmo. Da v bistvu torej imamo že nek odnos s svojim ciklom, ki je pozitivno naravnan, ali pa delamo na tem, da vidimo, kdo to naše dekle je, da se pogovarjamo z njo in da vprašamo tudi, kako bi pa ti želela markirati to obdobje. Imamo deklice, ki so bolj introvertirane, pa jim bo, ne vem, čarobno, če dobijo eno zapestnico z rubinom, pa dnevnik, da bojo lahko reflektirale svoj menstrualni čas. Pa če jim tortica prinesemo z rdečimi češnjicami, pa je to tvoj sveti dan. Ne? In da oče enako pritrdi. Oba. Nekaj tak, lahko je pa to, a ne tako, ko je menstruacija, kaj si želimo iti noter, a ne imeli to. La fiesta, viva latina. A ne? A ne, da pa... A ne, da pač komuniciramo in da je to neko obdobje potem, ko je bolj ovulativen čas deklice, če želi, če je taka, da naredimo potem neko praznovanje, v katerega so vključene mogoče njene prijateljice, naše tete, babice, v kateri predamo potem neka darila, da jo pospremimo na pot. Kako lepo. Zdaj si jaz res predstavljam, ne, da bi poklicali vse te ženske in tako, pridite k nam na verando, imamo praznovanje menstruacije. Ja, mislim, čudovito, a ne? Hkrati pa, joj, a ne? Kje se res, kako zelo se je zares teža te posvetitve izgubila? Kakšne bi bile reakcije teh žensk? Ne? Kar mi je bilo dragoceno, kar si omenila in kjer sem zastrigla z ušesi, žalovanje in potem utelešenje. Vse to si zdaj želim jaz nagovoriti in povabiti te v to. Ker to žalovanje, meni se to zdi izjemno pomembno. Pa pogosto, ne vem, kar nekako, ne vem, gremo čez to, ne razumemo obdobja žalovanja. Kako ti gledaš na to? Naj bo to kar eno tako odprto vprašanje. Da moramo odžalovati, izžalovati. In kaj je tisto, za čemur žalujemo ženske? Pogosto. Ja, se vem.
Ja. Vprašanje. A si predstavljaš, da je bila ženska nekoč sveta, čaščena, praznovana? In potem je reka tekla in smo danes tle, kjer smo. In vsaka ženska, ki se ozre v svojo žensko zgodbo, v svojo zgodbo življenja, bo videla, kje ni bila sveta, kje ni bila čaščena, kje ni bila praznovana. In to je naše žalovanje. In to je portal, skozi katerega sidramo svojo zgodbo, svojo žensko zgodbo. To bo naša dediščina. Ples s tem, kako bi bilo, če bi bilo. In obžalovanje da informacijo, kaj imam za delati. Kaj imam za delati. Da mi je tisti vlak, ki si ga prej omenjala, da ne bo šel čisto v neznano. Da me ne. Jaz zdaj potujem s tole reko na določeno mesto. Ne bom pustila, ni mi bilo dano, ni mi bilo dano, ni mi bilo dano, okej. Kako bom zdaj usmerila svojo reko? Kako bom zdaj usmerila svojo reko? Kako bom jaz dala informacijo sebi, da sem sveta, da sem lahko čaščena, da sem lahko praznovana kot ženska, da to, kdor sem, šteje, da to, kdor sem, je vredno, da to, kdor sem, je darilo. Ko bom začela videti sebe v tej luči, da bojo moje oči to gledale, to videle, to utelešale. Kaj je plevel, ki ga rabim populiti? Kaj je kompost, ki ga rabim zamrditi? In tudi ni magične palčke, to, kar sva se prej dotaknili, da potem, ja, super, the end of story, me to nas informira. To delati kanino tega, kdor mi smo, v vseh barvah. Ta delček, dostikrat se zahakljamo v to idejo ovulativne ženske, sijemo, odprte smo navzven, magnetične, privlačne, radostne, ljubeče in tako naprej. Pač vse to, kar je ta ovulativen čas ženske. In to je čas, ko smo zunaj. Ampak naše podzemlje
naše žalovanje je tisto, kar nam bo dal kompost, da lahko potem zraste ta lotus, zraste ta vrtanca, da lahko potem sijemo bolj navzven. Menstrualni cikel, prakticiranje menstrualnega cikla, ne samo krvavitve, menstrualnega cikla, vseh njegovih moči, nam bo utelešeno dal vedenje, da vsakemu podzemlju sledi pomlad, sledi poletje. Da pej v to votlino, bot v njej. Če te življenje kliče, da žaluješ, da greš noter, da si s svojimi travmami, s spredniki, s tem, kar imaš tam noter za početi, da si v svojem podzemlju, bodi v svojem podzemlju. Razišči ga, delaj z njim, pojdi na terapijo, bodi s tem, kar te je oblikovalo, plešaj s tem. Ker to obdobje bo minilo. In pa bomo šle ven in je čas za sonce. In zdaj sem pa prišla sijati, zdaj sem pa prišla biti informirana s tem, kar je tam noter v mojem podzemlju. Ni razcveta brez gnoja. Zdaj se mi v bistvu škoda kakršnokoli besedo na to dodati, kar si zdaj na kak način si upovedala in čutila. Ampak vzporedno je torej to utelešenje. Žalovanje, ampak ustajenje, če uporabim besedo, res v tem pomenu, in utelešenje, ko poselim samo sebe. Vem, zakaj in čemu. Veliko bolj kot, recimo, denimo pred žalovanjem. Kakšna je ženska, ki je utelešena ženska? Kakšen je ta proces utelešenja? Ker nismo utelešene. Pogosto zelo ne. Pa sploh ne vemo, kaj je to, kje začeti. Upam, da sem smiselno vprašala. Bom kar pustila odprto. Odprto vprašanje, ja. Slišam te. Vsaka ženska ima svoja vrata, Vsaka ženska ima svoja vrata. In zdaj tako, odvisno od tega, kaj se je zgodilo v našem življenju, Če imamo izkušnjo nasilja, fizičnega, psihičnega, verbalnega, besednega, spolnega, potem je pot utelešanja skozi telo običajno ni tista, ki jo prva izberemo. So neka druga vrata. A ne gremo od zunaj na noter. Iz meditacij, iz nekih takih praks, ki se bolj dogajajo tukaj. In potem, ko začutimo dovolj varnosti, gremo naprej. Zdaj ne vem, iz moje zgodbe, recimo zame je bilo skozi ples, najbolj skozi movement medicine. In se spomnim, da ko smo plesali, to je bilo 2007-2008,
smo plesali zemljo in sem videla, če so to tla, da sem jaz po 50 centimetrov nad tlemi s svojimi stopali. Da v bistvu sem rabila svojo inkarnacijo pripeljati potem dol, v sebe dol pripeljati, na zemljo, biti tle, začutiti stopala, začutiti zemljo, začutiti tle. In potem toliko in toliko let kasneje stik s krvjo. Najbolj, moja osebna slika je ta, da me je najbolj utelesilo dejansko delo s krvjo, z menstrualnimi molitvami, z darovanjem menstruacije zemlji. Da me je prizemljil, da me je prinesel v stik. Aha, maternica. Temeljin, ena mojih mentoric, Temeljin Kent, pravi, da zdravilo za kakršnokoli nasilje, ki ga se je zgodilo v nas ali v naši liniji, ker tudi ne po liniji lahko postanemo odtujene od sebe, je, da vračamo svetost v zemljo, ki je bilo onečaščeno, kar pomeni pozornost, ljubezen, negovanje, dotik. Pozornost, negovanje, dotik. Tle sem. Ne, to je moja zemlja. Moja zemlja. Ne, zelo, zelo, zelo dragoceno si. Verjamem, da bo marsikateri ženski tudi lažje zaradi tega. Tako, fajn si opisala. Ker si pa omenila kri in darovanje krvi zemlji, med drugim molitev. Kako se lahko ženske, kako lahko res ta krvni obred, če ga lahko takoj poimenujem, damo res v prakso, ko smo v času menstruacije, v času te votline, v času zime. A ne, da menstruacija ne odteče kar samo v uložek ali pa tam je in gre mimo. Kaj lahko s to krvjo naredimo? Kako smo lahko z njo? Kako jo lahko pričujemo? Jaz čutim, da veliko tega ti predajaš in živiš. Ne morem jim tega pri tebi. To meni, ko delite vse z njo. Vse. Vse, kar je možno, raziščite svojo kri. Res. Je to poseben odnos, ne? Veliko je prišlo na plano. Ja, lahko se poigrava recimo to je proces menstrualne vodnice, programa, ki ga imam, ampak dajva delček tukaj odstariti, dajva se poigrati s tem. Super. Kot prvo, bom taka stroga mama, bom rekla, nič tamponov, otroci, nič tamponov, ker je not naj teče ven, seveda, zaupite sebi. Jaz pri teh učenjih vedno rečem, ker to je tudi ena od stvari, ki sem zelo zagovornica, smo v obdobju, ki je veliko gurujev, in guru ve vse in je razsvetljeno vse. Pač the one je, she the one or he the one, whatever the one. Moški še prej kakor ženska. Kar pomeni, da nadaljujemo tradicijo tega, jaz nisem avtoriteta sebe, nekdo drug je avtoriteta sebe. Mene. Drug ve več o meni kot jaz. Bullshit. Res je. Božje. Tako da v bistvu tudi to, kar sem jaz danes delila, imejmo to v zavesti, da so cukrčki, ki me nagovorijo, moje telo prepozna, ja, to je darilo zame, in bom šla to raziskovati. In so stvari, ki so tako, what the fuck is she talking? Ali pa, tole me pa zanima, nisem sicer čisto ziher, kva zdaj to govori, ampak čutim interes. In čutim interes, dajmo na posebno polico, ko bo dozorelo, da grem raziskovati. So stvari, ki so kompost in so stvari, ki so darilo, ki so uporabne.
In to je v odnosu do vsega. Ne, v odnosu do vsega. Imamo to zavedanje, da nihče drug ne ve več o nas kot mi same, o našem telesu pa sploh, pa o našem življenju. Tu je prakticiranje svoje moči. Jaz vem, kdo sem, jaz vem, kaj hočem, jaz vem, kaj so moje potrebe. Jaz spoštujem fucking to, kar teče skozi mene, kdo jaz sem. Ne more mi nekdo drug povedati, kdo jaz sem. Okay? Okay. Zdaj, ko imamo to tle, zdaj pa lahko govorim naprej. Torej, da imamo v zavesti, ko se reče, moraš, a ne? To je tako prav. Pripikite, a ne? Torej, pri krvi jaz absolutno priporočam pralne vložke. Absolutno priporočam pralne vložke. In zdaj, ko imamo vložek, a ne, ko kri steče dol, kaj se zgodi? Izriše se neka podoba gor. Nekaj izriše našo kri. In dajva imeti najprej fizičen nivo. Fizičen nivo nam pokaže, koliko sem zdrava, kakšna je moja kri. Da informacijo. Ne? Naslednji nivo je, to je moj orakel. Poglejmo, kaj je izrisala naša kri. Spet informacija. In potem ta del, recimo mi potem ta vložek damo pod hladno vodo, teče kri, operemo, damo v bovlico, recimo, da se odločimo za menstrualne molitve, da jih bomo delali, da bomo pač prakticirali to prakso, to sadano. Bomo videli, ko bomo prali kri, kaj se zgodi z nami. Kakšen odnos imamo do tega, do svoje krvi. Ne imaginaren, direkten stik s krvjo. Koliko zmorem biti, kako sem prisotna s svojo krvjo. Kako čutim, ko pomislim že na to, zdaj ženske, ki poslušajo, kaj se nam dogaja. Tako, fak, ali je pismo, a ne? Jaz se spomnim, ko sem prvič nesla svojo kri, da bom delala menstrualne molitve, katere nam je predala Jasmin Starchild. Sem jo nesla v lončku, zima je bila, januar, sneg, belo, vse naokrog. In ko sem šla mimo cerkve v Šiški, mimo te stare cerkve, pri stari cerkvi sem živela, jaz sem šla s tako grozo mimo, da te groze ne znam opisati. Čarovnica, 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 čarovnica. Groza. In premagati ta strah, premagati te, pač karkoli ženska dobi v stiku s svojo krvjo, da vidimo, da recimo, ko delaš prvi cikel, ko začneš delati menstrualne molitve, pač stopi v spredje tisto, kar je vezano na tvojo namero, zakaj greš delati menstrualno molitev. In začne stopati v spredje tvoja moč, nefiltrirana. Ja, čutim. Ja, te čutim. In povedano. To je, a ne, tukaj jaz pol pa vidim to, da ima vsaka ženska bo imela svoje zgodbe s krvjo. A ne, da ni na tem, da rečem, drugače te menstrualne molitve so na voljo, a ne, jih ženske lahko dobijo, to, kar je Jasmin Starchild nam predala, mi lahko pišejo za njih, a ne. Ampak tudi, če delamo vsaka po svojem občutku, po svojo molitev, zavežemo se za 13 krvavitev, da bomo naredile vsak mesec molitev, da bomo spremljale svojo kri, spremljale, kako odteka, kaj se z nami dogaja, spremljale svojo kri, darovale kri,
opazovale ta proces in vztrajale 13 molitev. To je en cikel. To je en cikel. A videla, kaj se zgodi? Hvala, Suzana, za to. Ja. Ker se mi sedaj ne poraja, prav potujeva, ne? In od udeleženja in prežalovanja in posvetitve in zdaj do krvi in prisotnosti z njo in obredov z njo. Kako zgoščen je ta proces moči, kot ga ti lepo poimenuješ, tudi ko se ženska odpira vsemu, kar se ni smela v polnosti, ali pa je bilo prikrajšano, ali pa prepovedano, čarovniško, kakorkoli bi to ubesedile. In tukaj bi mogoče res naslovila ta užitek, res ta užitek, spolnost. Ja, mogoče res ta nek globok, intimen svet ekstaze. A lahko tako poimenujem? A veš, kaj se zaljubiš v nekoga? Vem. No, dajmo se spomniti, kako je, fuck, he's so hot, she's so hot, ne? Njami, 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 oh my god, koliko je super, koliko je fajn, koliko je to, koliko je un, koliko je oh my god, kita sem ulovila, ne? Najboljš možen, res, dragulj. Koliko ekstaze nam to da? Ta obdobje, ko to bitje vidimo nefiltrirano, s pričakovanji, z idejami, z tri pikice, kaj vse pač, a ne, potem kasneje pride v ospredje. Koliko radosti, koliko norosti, koliko ekstaze. In zdaj, če iz pozornosti na to drugo osebo to prenesem, kdaj si bila nazadnje na zmenku s seboj? Počela nekaj, kar tebe odpre, tebe radosti, tebe navduši. Da bi videla tako, fuck, taka sem. Tako, kakor smo na zmenku s to osebo, ki jo njam, ki nam diši, vse mi povej, kdo si. Vse hočem vedeti. Vse, kaj te je oblikovalo, kaj te dela srečno, kaj rad ješ, kaj to, vse hočem vedeti o tebi. In zdaj, če prenesemo ta interes, ki ga imamo tako na to drugo osebo, tega magičnega kita, nase, ko pridemo do tega sprejemanja sebe v različnih obdobjih in različnih obrazih, ko začnemo videti mogočnost te naše poti. Ljubezni, trpljenja, tega, kar nas je oblikovalo. Ko smo priča tej ženski, tako to si ti. To je tista ta utelešena ekstaza. Ta druga je pa ta, ko sem prej rekla, zmenek, zmenek. Kaj te radosti?
kaj te dela živo, kaj te dela, da se kot vrtnica odpreš, kaj počneš takrat, kaj počneš, da te odpre. Kaj vedno znova veš, da če boš to naredila, da ti bo tako, no, kot sem the best, da veš, da so to tvoja vrata do ekstaze. Ker nisem spolnost tista, ki prenaša užitek. To je en delček. Ampak običajno je tako, da se zahakljamo, ko rečeš užitek, pa takoj moram razmišljati o penetraciji. Ne. Ekstaza biti živ, da teče to skozi nas, kar ima za teči. Skozi kaj? Se nam odprejo vrata do nas. To počni, to daj na to listo. To mora biti zmenek, ki ga moraš imeti. Moraš narediti. Odlično. Vidimo tukaj stroge mame, naj to rečejo. Če se vrnem k tvoji strogi mami. Odlično, hvala ti, Suzana, ker si v bistvu iz tega, kar sem jaz napeljevala, šla na to res celostno živost, ker seveda je to predpogoj sploh za karkoli drugega. Ja, ne morem mimo vprašanja tukaj, zakaj se bojimo tako ženske svoje moči? Zakaj se jo bojimo? Ali pa zakaj so močne, ne vem, zakaj so ženske, ki pa poosebljajo to, ki izžarevajo to živost, če poimenujem spet to besedo, tudi mogoče s pridihom nevarnosti za Bog ve za koga in kaj vse. Ja. Daj mi še malo iz tega bazena. V bistvu zelo preprosto. A čutiš, da se ženske bojimo lastne moči? Zakaj? Kakšne so te naše slutnje spodaj, podtalno? Še enkrat tole. Kakšne so naše te slutnje spodaj, ko čutimo to brbotanje, pa nas postane strah? To bi imela lahko pogovor samo o tem, definitivno. Ampak ena od stvari je vezana na našo moč, če se ozreva v to, kaj danes verjamemo, da moč je. Odlično. In kakšna oblika moči je v tem zunanjem svetu, ki jo tretiramo kot moč. Odlično, super. Pri zdravi zavesti pač to nočemo, oziroma pač vemo, da to ni tisto, kar zasledujemo v resnici. Drugo, kar je, moč brez ljubezni je destruktivna. Jaz govorim o moči, zaradi tega, ker to besedo bolj slišimo, ampak v esenci sta moč in ljubezen skupaj. Moč, ljubezen, modrost. To je utelešanje potem tistega. In naslednje vprašanje je, kaj pa želiš s svojo močjo narediti? Kaj želiš narediti s svojo močjo? Čemu je namenjena? Ker bolj, ko zasledujemo, bom dala primer malo iz drugih voda,
ti kot pevka verjetno tudi imaš te izkušnje trema, trema, ta živalka pride, piščuka, kako se lahko usede na našo zavest, čist gubiš vstoj, da je tega, kdo si in kaj si prišel početi, In se spomnim, ko mi je enkrat ena mentorica dejala, režiserka, nisem zdaj, pa pač leta nazaj je bilo, Suzana, prenesi pozornost iz sebe na to, komu si prišla dati. Kaj si prišla dati? Kaj si prišla dati? Kaj si prišla dati? In ta del, kaj se zgodi? Zgodi se to, da se naš oklep zmehča, da se to zmehča in potem pridemo v svoji ranljivosti delati in deliti. In naša moč je ta v kombinaciji s srcem, ranljivostjo, z mehkobo, s spiritom, zavedanjem, jaz želim doprinesti delček lepote v to našo kolektivno matrico. Temu je to namenjeno. Ja, ne smemo pozabiti, tukaj je pas lahko tudi, za druge. Ne, boljše. Svojo moč moramo, ker ponavadi ta molitev, da bo dobro za vse, za svet, da bo mir na svetu, da bo dobro na svetu. A je v to molitev vključena tudi Sabrina, Suzana in ti poslušalka? A si vključena v svojo molitev? A smo vključene v svojo molitev? A smo vključene mir na svetu za vse, ali je vključen mir za Suzano? Obilje na svetu za vse, ali je obilje vključeno zame? Poskrbeti za potrebe, a sem jaz poskrbela za svoje potrebe? In tukaj se srečamo s temi vrati, ko smo prej govorili o prvi menstruaciji, koliko je vrednosti v tej ženski, da vem, da moram poskrbeti za njo, da bo nahranjena, napolnjena, da bo njen vodnjak zdrav, čist, da bo lahko pol delila vodo naprej, mleko naprej. In tukaj je to, da svojo moč uporabimo tudi, da poskrbimo zase. Odlično. Ja. Na fajni kraj si pripeljala, Suzana. In ne morem končati tega pogovora, ki se počasi izteka. In verjamem, da je nagovoril veliko tančic, ženske. Ne morem še mimo tega, da bi rekli kakšno besedo na temo sestrstva, ženskega povezovanja. Sedela si v krogih, ustvarjala si kroge, ustvarjaš jih še. In koliko, ker ženske smo lahko drugi res strupene, ne samo dobre, veliko je sestra, sestri, dobro, čutim te. Ja, ampak tisti drugi pol, koliko smo ženske danes, ne vem, v tem najinem prostoru, na tem ozemlju, kakorkoli, zrele za biti sestra drugi, koliko pa je še vedno, ne vem, te, a veš, tekmovalnosti, zadigralnosti, sam pizdarija, naj ti rajš spodletija, tako. Ker to je tudi del naše dediščine, naše. Je, absolutno je. Spet lahko bi imeli pogovor, celo uro na to.
Vidim, draga Suzana, vidim, da že delava napovednik za drugi del simpozija. Da bojo vse teme nagovorjene. Ja. Okay. Tukaj je zelo veliko vrat, a ne? Zelo veliko vrat je, ko se ozreva v sestrstvo. Ena od vrat so, povej mi zgodbo o svoji materi, o svojih neizživetih hrepenenjih, ki imaš v odnosu do svoje matere, in boš videla, kaj so potencialne sence, ki jih boš raziskovala v odnosu z drugimi ženskami. Potem iniciacija. Če bi živele v skupnosti oziroma bi imele redno prakso sedenja v krogu z drugimi ženskami, bi videle, da gremo ženske čez svetlobo in temo, čez obdobja, ko smo kraljice in čez obdobja, ko smo sužnje. Ko vidimo človeka v vsej njegovi podobi, ne samo v bleščeči, ker v bleščeči se običajno zgodi ljubosumje, pa zavist, pa 3 pikice v tej smeri, ampak ko vidimo žensko v vsej njeni zgodbi, bomo videli, da smo v krogu. A ne? Da imam tudi jaz to obdobje, ko sem kraljica in sužnja. Sem sijem, sem v podzemlju. Torej, da mi informacijo. Če to zgodaj začnemo vaditi, bomo videli, da ima vsaka obdobje, ko bo sijala, in obdobje, ko bo v podzemlju. In da, če sem jaz zdaj v podzemlju, ena druga ženska pa sije, da zaupam v svoj ritem, da je tudi moj čas, ko bom sijala. In potem tudi to, a ne, ženska, druga ženska, mi da informacijo, kadar sije, kaj je možno zame. Kaj je možno tudi zame. Je pa naša domača naloga, a ne, prepoznati, da se ne zahakljamo v to, ona sije, on njej gre super, on njej gre da jemljemo to kot navdih, da se ne zahakljamo v zavist in ljubosumje. A ne, da jemljemo, zavistna sem, čaki, kaj le počnem. Ljubosumna sem, kaj ne počnem, kaj je moja domača naloga. Baby, grow up. To je tvoj del. Nekaj srd, zberi se, potegni moč k sebi. In naslednja je ta, ženske smo natrenirane v idejo, a ne, ta pač to romantična ideja sestrstva. Ne moramo biti z vsako žensko sestre. Ne, ni nam treba biti. Lahko spoštujemo pot druge ženske, ne rabimo pa se raztrančati, jaz zdaj moram njo ljubiti in čutiti in v sebi, pa bullshit, izberi svoje pleme, ob katerem rasteš, ki navija zate in ki si ti pripravljena navijati. Izberi svoj krog. Ni nam treba za cel svet se, a ne, biti ovulativna energija in ne vem, koliko mame Tereze. Bullshit. Ne smemo si lagati. Ker to je past, čez katero gremo, a ne, ideja sestrstva, zdaj se imamo vsi radi, na zemlji smo, daj. Mislim, krasno, kar si to zdaj omenila, ja. Ne rabiš biti dobra ženska in dokazati, da si mama Tereza in da imaš vse rada. Čakaj, draga, moja baterija, počasi. Ja, pa dobro, da smo pri koncu. A bo še zdržalo? Dajmo.
Lej, draga Suzana, mislim, da si predala sporočilo. Zdaj bom začela zelo hitro govoriti. Še malo, sem veš, tiskati ti je ekran, ko zginil, je tako, 5%, dobro je, mava še. Vem, kak je to, ko začneš malo švicati. Ja. Joj. Mislim, da si zelo zajela. Preden te izpustim, še samo čisto na kratko, ker vsaki sogovornici na koncu postavim čisto enako vprašanje. Da. Ki naslavlja že sam naslov simpozija, kjer smo, in to je moč ženske. Veliko smo o tem danes govorile, ampak na kratko, Suzana, draga, kaj je zate moč ženske? Na kratko, da poznaš sebe in deluješ v skladu s seboj. Ole. That's it. That's it. In ostalo so pripomočki, ki te vodijo do tega. Da spoznaš svoje moči, da spoznaš sebe in da deluješ v skladu s tem. S tem sokom življenja, ki teče čez tebe. Zaključujeva z sokom, se mi kar zaletelo. Z sokovi, tudi to ženska. Joj, draga Suzana, hvala ti. Hvala za tvoj čas, za tvojo pripravljenost, energijo. Jaz te spuščam, da nafilaš baterije, tehnične in kjerkoli druge v tem dnevu. Momijo so posnila, zdaj če zginem. Zelo umiru skleneva najno tole stanje. Ne, res sem hvaležna, da si se odzvala tudi mojemu povabilu in verjamem, da bo ta pogovor dragocen za marsikatero. Ima en poseben tok in naj te ženske najdejo, privoščim. Ole. Hvala. Ole. Ole, naj se stidra to v nas. Naj se stidra to v nas. Res, da prepoznamo, da se uzremo. Da zares uzremo, kdo je ta ženska, da se tako zatreskamo. Oh my goddess. Wow. Vidim te z vsem, a ne? Vidim te z vsem tem lepim in z vsem tem bolečim. In rečem, ja, moja ljuba. Moja ljuba. Hvala, Suzana. Hvala.